Preprečevanje in ustavljanje medvrstniškega nasilja. Sodelovanje staršev je ključno. Pogovorimo se z otrokom o tem, kaj je medvrstniško nasilje in mu povejmo, da nasilje nikoli ni pravi način za ravnanje v medosebnih odnosih. Poskušajmo ugotoviti, kaj je razlog za to, da izvaja nasilje. Dosledno se odzovimo na otrokovo nasilno vedenje. Jasno povejmo, da je nasilje nedopustno in prepovedano. Pomembno je, da nikoli ne zmanjšujemo in ne opravičujemo nasilnega vedenja. Pogovorimo se o tem, kako konkretno bo v prihodnje ravnal, da ne bo ponovno povzročal nasilja. Otroku naložimo, naj popravi škodo, ki jo je povzročil z nasilnim vedenjem. Če to ni možno, mu naložimo posledice, ki so ustrezne glede na njegovo starost in stopnjo razvoja. Koristno je, da prebere kakšno knjigo ali članek o medvrstniškem nasilju in nam poroča o prebranem, se opraviči otroku, do katerega se je vedel nasilno, nadomesti uničeno stvar in podobno. Če otrok potrebuje dodatno pomoč, da ne bi ravnal nasilno, mu jo zagotovimo. O tem se lahko posvetujemo v šoli, na centru za socialno delo ali kakšni od organizacij, kjer nudijo pomoč otrokom, mladostnikom, mladostnicam in staršem. Pomembno je, da otroka, ki izvaja nasilje, ne obsojamo, ne sprejemamo pa nasilnega vedenja. Sodelujmo s šolo, ne skrivajmo težav, skupaj postavimo meje otroku. Sami ne povzročajmo nasilja. Osredotočimo se na naš odnos z otrokom. Vzemimo si čas za pogovor, druženje, izrazimo zanimanje za otroka.